Kljub pomanjkanju snega, zimske radosti na Bledu niso izključene. Za vse ljubitelje smučanja je od 18. januarja naprej namreč odprto smučišče Straža. Zakaj ima smučišče poseben čar in kaj nudi, pa nam pove Jakob Basaneze. Predvsem zaradi tega, ker je nekako v centru mesta, se nahaja na centru mesta, na pragu našega doma na Bledu. To je ena stvar, druga stvar pa predvsem zato, ker v bistvu Straža Bled nekako slovi kot družinsko smučišče. Imamo 3 proge, ena je ta naša S proga, ki je recimo da namenjena za smučarje nekega srednjega ranga. Potem imamo otroško žičnico, vlečnico, je na sredini smučišča in ob vznožju smučišča imamo še nizkovrvno vlečnico, ki je pa namenjena predvsem tistim najmlajšim. Zaradi milih zim je obratovanje smučišča skoraj v celoti odvisno od umetnega zasneževanja. Poleg tega pa ima vrh Straže samo 646 metrov nadmorske višine. Zasneževanje omogočajo snežni topovi, na katere je priključena voda kar iz Blejskega jezera. Umetni sneg, v bistvu to je stvar, katero se tukaj zanašamo na Bledu, ne moramo več računati na naravni sneg. Tako da v bistvu lansko leto smo šli v nakup novih snežnih topov in smo zamenjali že preko muzejske eksponate na Straži, več kot 30 let stare. Sicer pa v bistvu vodo zajemamo iz jezera, gre prek črpalk do našega bazena, tukaj na moji levi strani. Imamo 2 hladilnika, ki to vodo ohladita za do 4 stopinje Celzija, glede na temperaturo v jezeru. Potem gre pa tale voda naprej po smučišču, po vodovodnih ceveh do topov, ki pa avtomatično glede na razmerje vlage, temperature in temperatura zraka in temperatura vode dodaja sneg oziroma izdeluje sneg za to smučišče. Razsvetljava smučišča, ki je bila napeljana v 90. letih, obiskovalcem omogoča nočno smuko, ki je danes še posebej priljubljena. Na Straži obiskovalci lahko torej smučajo v popoldanskih in večernih urah. Obradovalni časi so med tednom od ponedeljka do petka med 5. in 8. zvečer. V vikendu pa med 9. in 4. uro popoldne in nato ponovno še od 5. do 8. Je pa še zapovedati, da v bistvu v večernih urah obratuje samo glavna S proga, dočim v popoldanskih časih za vikend pa tudi nizkovrvna vlečnica. Smučišče je namenjeno prav vsem obiskovalcem, tako izkušenim kot tudi začetnikom, tujcem in domačinom. Med slednjimi je smučišče še posebej priljubljeno. Mark in Alex nam zaupata, zakaj imajo všeč smučišče na Straži. Danes pa smučamo z atom pa z Atijem, smo prišli smučati in je drugače kar dosti zabavno. Meni pa ful zabavno. Zakaj pa ste se odločili, da danes pridete smučati na Stražo? Ker zelo radi smučamo na Straži, ker so obide z Bleda, pa tudi tukaj smo lansko že trenirali in je ful zabavno. Pa še malo so se prišli družiti, mislim, meni je lepo, da se malo podružimo. Meni je bilo lansko leto všeč, zato ker je noro. Zato ker smo tekmovali in jaz sem zmeraj zmagala. Ja, dobro je, ker je tudi ravnina, pa polka na koncu imamo strmine. Drugače tudi sneg je tako dober in moraš pa se kamne. Trenutno smo ravnokar v štartu sezone, tako da smo v bistvu, glede na to, da obratujemo šele slab teden, z obiskom zadovoljni, se ga pa nadejamo še več v prihodnjih dneh. Ker smučišče Straža obratuje že več desetletij in nekatera oprema zimske sezone že precej zastarela. Nadaljnji cilj za smučišče je torej investiranje v posodobitev te opreme. Obstaja nekaj idej v naših glavah, imamo že v bistvu finančne elaborate izdelane, kako bi v bistvu modernizirali Stražo Bled. Če ciljamo oziroma targetiramo na zimsko sezono, je tukaj definitivno zamenjava vseh kompresorjev vodnih pump, ki poganjajo vodo po smučišču in skladno s tem pa še vse cevovode po smučišču, ker trenutno ta sistem ne omogoča 100% izrabo samih snežnih topov, ker so pumpe
premalo močne in cevot ne dovaja dovolj vode za te naše nove topove. Tako da v bistvu to je ena prvih investicij v zimsko sezono, ki je ocenjena na približno 400 000 evrov, skupaj še z dodatnimi 6 topovi. Potem pa v poletni sezoni v bistvu bomo samo nadgrajevali tisto, kar že obratuje. To je pa v bistvu to so neki realni cilji v naslednjih letih. Smučišče Straža poleg 5 hektarjev smučarskih površin, gostinske ponudbe in raznih aktivnosti ponuja tudi smučarsko šolo in izposojo opreme. Torej razlogov, zakaj je ne bi obiskali, ni.